tekmovalcev v današnjem tekmovalnem dnevu kajakaškega krosa. Včeraj dobri občutki, današnji prvi izločilni boji pa so nakazali nekaj, na kar smo opozarjali včeraj, pa tudi sami, povsem drugačna tekma. Ja, res je, to je povsem drugačna tekma. Jaz sem se v bistvu danes celo bolj počutila kot včeraj. Bila sem res zbujena, pripravljena napadati, tako da žal se mi je štart mečkam po nesreču, oziroma tekmovalke so res dobro opravile svoje delo tam, da so me fajn zrinile in sem potem bila v tej poziciji, da sem mogla njih napadati, ker mi je v bistvu tudi dobro uspelo v obeh protitočnih vratcih. So pa potem uspele prvi del vse narediti toliko razlike, da jih nisem uspela ujeti do cilja. Že po tistem startu z rampe se nam je zdelo, da tista prva vrata, da so kar odločilna. Tam je bilo vse skupaj zelo tesno, gneča, vse 4 tekmovalke, potem se je naredila tista kača do cilja. Ja, prve vrata so tukaj res zelo zahtevna, ker niti ne zgledajo, ampak voda tako teče, da če nisi pozoren, lahko se kar namatraš tam. Lahko si pa tudi ustvariš dobro prednost. Jaz sem računala na to, da oziroma strategija je bila taka, da iz štarta dobro potegnem, pa si že tam naredim prednost, ampak nekako so pač tudi ostale tekmovalke bile toliko močne, toliko budne, da so mi to preprečile. Tekmovalnega sporeda tudi za vas še ni konec. Kakšni so plusi, da ste bili v uvodnih dvakrat v čovnu pred ostalimi? Ja, predvsem to, da dobiš ta tekmovalni občutek na prizorišču. Mislim, da predvsem iz tega lahko nekaj vzamem za soboto, ker bo drugače, ker smo vajeni, v bistvu bo že v soboto ostalo mu prva vožnja nekako res pomembna. Nimamo več tega kvalifikacijskega sita, tako da bo takoj treba v bistvu se pripraviti tako, da se uvrstiš v top 12 tekmovalcev. Imate porazporejeno pri sebi, vam bolj srce bije za kajakaški kros ali za slalom? Ne, oboje mi srce bije, ker je hiter. Obe disciplini imam zelo rada, sta pa čisto drugačni, tako da se treba na njih zelo drugače pripraviti.